Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva v Sloveniji glede na površino kmetijskih zemljišč v uporabi po podatkih Statističnega urada Slovenije znaša 6,2 hektarja. Statistični urad po zadnjih podatkih, ki jih je zbral leta 2016, tudi beleži, da imamo pri nas 69.902 kmetijska gospodarstva. Kar se pridelave tiče, smo torej precej butični. Kaj bo to pomenilo pri novi skupni kmetijski politiki Evropske unije? Namesto dosedanjih pravil in skladnosti bo poudarek na rezultatih in smiselnosti oziroma smotrnosti ukrepov. Države članice bodo v večji meri same odločale, kako najbolje izpolniti skupne cilje evropske kmetijske politike in se hkrati odzvati na specifične potrebe svojih kmetov, podeželskih skupnosti in širše družbe. Skupna kmetijska politika se mora nenehno prilagajati izzivom, s katerimi se srečuje evropsko kmetijstvo. Po letu 2020 naj bi bila še enostavnejša in še bolj prilagojena potrebam kmetov, temeljila bo pa na 3 splošnih in 9 specifičnih ciljih. Splošni cilji so podkrepljeni s horizontalnim ciljem in razširjanjem znanja. Dodaten poudarek je na inovacijah in digitalizaciji v kmetijstvu in na podeželskih območjih. Po letu 2020 bodo cilji skupne kmetijske politike naslednji: spodbujanje prehranske varnosti, krepitev skrbi za okolje in podnebnih ukrepov, krepitev podeželskih območij. Evropska komisija predlaga prožnejši sistem, ki bi poenostavil in posodobil način delovanja. Poudarek ne bo več na izpolnjevanju pravil, temveč na rezultatih in uspešnosti. Koliko denarja lahko slovenski kmet torej pričakuje iz skupne evropske vreče, ki so ga voditelji dosegli julija lani? Sredstva po tem dogovoru za Slovenijo skupno znašajo 1,8 milijarde evrov. Največ plačil, skoraj 38 milijonov evrov, bo za vinogradništvo in čebelarstvo v okviru prvega stebra. Sledi drugi steber, ki bo namenjen politiki razvoja podeželja. Temu bo namenjenih skoraj 800 milijonov evrov. Kako se bo to dejansko poznalo v realnosti, pa bomo videli že v prihodnjih 7 letih. Gre namreč za nove cilje skupne kmetijske politike v času od leta 2021 do leta 2027.